Spoštovani gospod minister, prvi minister, predsednik Vrhovnega sodišča, ostali visoki gostje, dame in gospodje. Najprej naj rečem, da se strinjam z vsemi poudarki obeh govornikov, obema se tudi zelo in od srca zahvaljujem, da sta sprejela to, upam, prijetno dolžnost, da sta vse nas spomnila na začetke slovenske državnosti, naše uveljavljanje v svetu, diplomatsko priznanje in pomembne dosežke v zadnjih 30 letih. Jaz bi dodal en sam, se mi zdi, pomemben poudarek. Zadeva identiteto naše države 30 letja kasneje. Mislim, da odseva značaj naše zunanje in evropske politike. To je mirno reševanje sporov. Slovenija se je osamosvajala po pravi poti, to je po pravni poti. In ves čas skrbno skrbela za to, da je vedno vse probleme rešila na miren način. S tem si je in si v mednarodni skupnosti krepi ugled, ki je neprecenljivega pomena. To, da smo pred 30 leti, tako kot sta rekla oba govornika, v precej kaotičnih razmerah, vse, kar se osamosvajanja in našega uveljavljanja v mednarodni skupnosti tiče, delali, kot rečemo, by the book, to je celo s 30-letne distance osupljivo. Kako smo praktično od prvih korakov glede demokratičnih volitev do plebiscita, do razglasitve države, njene uveljavitve v mednarodni skupnosti, delali tako, da nihče ni moral oporekati našim korakom, temveč smo jih praktično za temi koraki prisilili, da so nas priznali. To je, mislim, da s 30-letne distance nekaj, kar moramo ohraniti tudi kot nek navdih za prihodnost. Slovenija ima to identiteto, ima zaradi tega številne prijatelje vse povsod po svetu, ne samo zaveznike in partnerje v Evropi in čez Atlantik, ampak ima partnerje in prijatelje po celem svetu. Mi nimamo nobenega sovražnika, mi nimamo nobene države ali koga, ki bi v nas videl, kako bi rekel, nasprotnika. To je neka dediščina 30 let, ki naj jo naslednje generacije vzamejo kot nekaj neprecenljivega in naj to plemenitijo. Če in kolikor bomo v tem uspeli, se nam ni treba bati ne za varnost, ne za blaginjo naših ljudi. Mislim, da imamo ob 30. obletnici mednarodnega priznanja držav Evropske skupnosti in drugih evropskih držav priložnost, da praznujemo enotnost, ki smo ji bili priča tedaj, da razumemo, da se, in to je bila, s tem tudi zaključujem, želja z obeležitvami 15 pomembnih prelomnih dogodkov pred prvimi demokratičnimi volitvami, po njih, pred in po plebiscitu, pred in po razglasitvi samostojnosti, vključno z Brionskim sporazumom in danes z proslavo, obeležitvijo 30. obletnice priznanja držav Evropske skupnosti in drugih evropskih držav. Da se spomnimo, da vse, kar smo dosegli, ni bilo samoumevno, ni bilo lahko, da smo to dosegli ne kljub razlikam, ampak morda prav zaradi njih, ker smo se znali o njih pogovoriti in najti skupne kompromisne točke, ki so peljale naš narod in našo državo naprej. Kakšen navdih je to za prihodnost, zlasti, in to je moja sklepna misel, če lahko ugotovimo, da smo danes po koncu predsedovanja, in to drugega predsedovanja Svetu Evropske unije, in pred prav verjetnim drugim članstvom v nestalni sestavi Varnostnega sveta. Ob vsem, kar lahko dobrega rečemo o vplivu, o ugledu naše države v mednarodni skupnosti. Vse to ni brez izzivov v času, ki prihaja, ampak, kot sta oba poudarila, in jaz se temu pridružujem, zgodovinski spomin konstituira naš značaj danes in tudi daje nek navdih za naše aspiracije v prihodnosti. Če smo se o tako pomembnih vprašanjih, kot je bila osamosvojitev in uveljavitev v svetu, lahko dogovorili pred 30 leti v bistveno bolj nemirnem svetu, kot je danes, potem mislim, da je skoraj da naša, kako bi rekel,
dolžnost in na nek način pravica, da storimo vse po najboljših močeh, da danes v bistveno lažjih, bolj varnih okoliščinah pogledamo, kaj je tisto, kar nas kot ljudi, kot državljanke in državljane, kot narod združuje, kar nas dela dovolj enotne, da se lahko lažje, uspešneje soočimo z izzivi, ki so pred nami, v upanju, da bomo najprej, in to upam kmalu, premagali to epidemijo in potem naslovili probleme, ki zadevajo našo prihodnost skozi 3 volitve v tem letu. Vam želim, da danes praznično obeležujemo ta dan. Se opravičujem, ker zaradi razmer ne morem narediti bolj svečanega dogodka, vendar pa se mi zdi, da je bil ta vendarle dovolj odmeven, da bo tudi pri marsikom od naših državljank in državljanov odmeval tako, kot si to zasluži. Slovenija je pred 30 leti bila diplomatsko priznana država. To je bil prelomen trenutek v naši zgodovini. Naslovnica Dela ga je povzela tako. Mislim, da je prav, da se tega tudi 30 let kasneje veselimo z velikim upanjem za naše načrte v prihodnosti. Srečno Slovenija!